Je pa znano, zakaj je junija poginila psička, ki se je kopala v Bohinjskem jezeru. Obdukcija je pokazala, da je bila najverjetneje kriva hkratna zastrupitev z dvema učinkovinama. Ena od njiju je anatoksin, najpogostejši vzrok zastrupitve z njim je zaužitje vode, v kateri so cianobakterije. Druga pa metaldehid, ki je najpogosteje v vabah za zatiranje polžev. Kako varni so torej psi ob Bohinjskem jezeru? Špela Lobe. Psička Bija je najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama, anatoksinom in metaldehidom, je ugotovila obdukcija. Jaz sem zadovoljna z izsledki preiskav, ker sem dobila odgovore. Sem malo šokirana, da je Bija imela tako smolo, da je v bistvu dve tako strupeni snovi v parih urah zaužila. Delno je torej zastrupitev povezana s kopanjem v Bohinjskem jezeru. Najpogostejši vzrok zastrupitve z anatoksinom je namreč zaužitje vode, v kateri so cianobakterije. Pogin lahko nastopi že 20 minut po nastanku prvih kliničnih znakov, pojasnjujejo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Druga strupena učinkovina, ki jo je zaužila psička, metaldehid, pa je aktivna učinkovina, ki se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev ali pa v kockah za prižiganje ognja v grelnikih. Za psičkino smrt bi bili, tudi glede na simptome, lahko krivi obe učinkovini. Ta strup metaldehid je prisoten v vabi za polže in kot vemo, je lahko to v kempih, po travnikih ali pa v sadovnjakih. Težko se zdaj reče, kje je ta strup bil dobljen. Tukaj lahko samo še enkrat apeliram na lastnike kužev, ki se sprehajajo, da jih imajo na povodcu, da preverijo in da vidijo, kaj psi jejo. Me skrbi, kaj dejansko strup za polže ima delati ob sprehajalnih poteh. Dejansko mi smo od parkirišča hodili samo ob jezeru, po tej gozdni poti, po poti, kjer se dnevno sprehaja ogromno ljudi z otroci, s hišnimi ljubljenčki, in se mi zdi to zaskrbljujoče. Mislim, da bi se mogli glede tega nekaj ukreniti, zdaj. Ne vem, dvomim, da nekoga polži motijo ob jezeru. Bijina lastnica je edina, ki je dogodek prijavila in želela obdukcijo, a to ne pomeni, da gre za osamljen primer. Jaz sem samo prek družabnih omrežij prišla v kontakt s 5-6 ljudmi, ki so dejansko imeli tako izkušnjo. Zato jo še naprej skrbi za varnost psov v okolici Bohinjskega jezera. Kot pravi župan, se sicer v zadnjih tednih v jezeru kopa bistveno manj kužkov, prav tako pa v Bohinju beležijo nekoliko manj dnevnih gostov. Na splošno pa, da turistična sezona ni slaba.